Danes bom posadil pavlovnijo, to je najhitrejše rastoče drevo na svetu, skoraj. Zelo primerno je za hitro obkišno senco. Vidimo, da senco ponujajo veliki listi, tukaj so še majhni, drugače dosežejo kar do 40 cm. Listi so podobni cigarovcu. Kar pa je zelo zanimivo pri tej rastlini je to, da ima cvetove, ki se razvijajo pred olistanjem in so odlična hrana za čebele, tako da vsi, ki imate radi čebele ali ste čebelar, zagotovo to rastlino že poznate in jo v večini tudi že sadite v bližino svojih čebelnjakov. Jaz pa jo bom posadil nekam na rob vrta, to pa zato, ker zelo hitro raste, se tudi razvija in ne ovira pri rasti drugih rastlin. No, naj povem še to, da vedno sadimo hibridne sadike. Hibridne sadike pa zato, to vidimo na potnem listu rastline, to pa zato, da enostavno se rastlina ne razmnožuje s semeni in potem tudi ni invazivna. Seveda pa tukaj v spodnjem delu, ko rastlino posadimo, se razraščajo tudi kasneje lahko koreninski izrastki, te seveda porežemo. Če pa želimo rastlino razmnožiti in jo presaditi naprej, tvoriti drevored ali pa tržni nasad za les, pa seveda lahko to v jeseni odkopljemo, presadimo in tako pridobimo novo rastlino. Naj povem, da je sama rastlina zelo uporabna. Les je zelo kakovosten, uporablja se tudi v ledodelništvu, zelo kakovosten je tudi za pohištveni les. Na vse zadnje se izdelujejo tudi savne, parketi, zelo odporen je na vlago, kar je seveda zelo dobro. No, sam pa bom posadil eno rastlino, si jo razmnožil, potem pa naredil nasad za les, kajti pavlovnija ima zelo visoko odkupno ceno lesa na kubični meter, raste zelo hitro in seveda les lahko pridobimo za prodajo že po dobrih 10-15 letih, kajti omenil sem, zelo hitro raste, tudi debeli in na ta način si bom lahko zagotovil en pasiven prihodek oziroma penzijo v tretjem življenjskem obdobju. No, kar se tiče ostalega, vidimo, da so listi dokaj veliki, jeseni odpadajo, to je listopadno drevo, liste pa seveda uporabimo potem za pridelavo kakovostnega komposta, to je seveda zelo dobro, kompost je črno zlato vrta. Na vse zadnje sadiko bom kasneje tudi zalil, ko bo posejena. To zemljo, ki ostane, ki je travna ruša, damo na dno sadilne jame, potem jim zasujemo, dodamo tudi, jaz uporabljam kar domač kompost, ki vidimo, da je že zelo lepo preparel, je kot zemlja. Gnojimo pavlovnijo pa prvič zdaj ob sajenju, potem pognojimo tudi spomladi, zelo hitro raste to drevo in ker hitro raste, potrebuje veliko hrane, jo drugič pognojimo potem še konec maja, začetku junija, v začetku poletja, kasneje pa ne, da seveda drevo dozori. V prvi zimi lahko nekoliko zaščitimo deblo s kakšno koruznico, jaz bom to naredil predvsem zaradi divjadi, da ne poškodujejo ljubja, lahko naredimo tudi kakšno fizično prepreko, potem pa drevo dobro, hitro raste in seveda ga lahko sadimo nekam, ker je dovolj prostora v vrtu. Lahko ga sadimo tudi v kombinaciji z drugimi rastlinami, v ospredju grmovnice, trajnice, to je pravzaprav ena taka širša hortikulturna uporabna vrednost, uporablja se ga tudi za drevorede v japonskem vrtu, tako da pavlovnija ni samo za samostojno rast kot solitarno drevo, ampak je vsekakor privlačno. Meni so najbolj všeč njeni cvetovi, ki se bodo še razvili, in pa seveda listi, ki ponujajo hitro senco in to si pravzaprav tudi marsikje želimo.